No, se pravi, mi smo se tega dela lotili tako, da smo pogledali, kakšni so trenutni podatki, kakšne je sedanje stanje. Imeli smo podatke iz 2007, ker smo bili na začetku te naloge brez interneta, nažalost, in smo se mogli pomagati pa s to priloženo literaturo, da smo malo grafa učitelj. No, tukaj so malo stari podatki in tukaj vidimo, da smo že leta 2007 25% električne energije mogli uvoditi. Cilj tega, kar smo pa zdaj preučevali, bo pa, da bi nekako to odvisnost od uvožene elektrike nekako ohranil. Zdaj vidimo, da v prihodnih letih... Zdaj, ja, še to. Zdaj, za Drava je več eno že izkoriščena, Soča pa tudi ima več kakšnih velikih naravnih danosti. Zdaj, potem smo se podobili v vetrno energijo. Zdaj, lahko smo malo brskali podatki, ko smo bili v internetu. V 10 letih bi lahko izgradili vetrno elektrarno z možnostjo proizvajanja 246 MW energije. Zdaj, na najboljši lokacijah v Sloveniji bi bilo dovolj vetra samo za 2000 ur na leto, kar pomeni približno 84 dni, kar je 23% na letu. Zdaj, problem je pa, kaj smo pa naredili, to zdaj samo včasih lahko to energijo izkoriščamo in to verjetno se ne bo ravno pokrilo s temi špicami dopoldne, ko je poraba energije največja. Zaradi tega smo razmišljali o načrtu, da bi mogoče zgradili še kakšno črpalno hidroelektrarno, kar pomeni, da bi vetrno energijo oziroma presežek vetrne energije se črpali v višje ležeča jezera in potem pa še ko bi pa potrebovali energijo, bi pa uporabljali to hidroelektrarno. Zdaj, ja. Realno stanje je tako, da je v bistvu že skoraj vse dogovorjeno za 6. blok termoelektrarne Šoštanj. Ta bo nadomestil do zdajšnjih 5 blokov, oziroma 5. blok bo obratoval še do leta 2027, postopoma še se zmanjšal, bo bolj rezervno, letna investicija je 1 milijarde. Bo pa tudi veliko bolj učinkovita, kako so zdajšnje, prenos te moderne tehnologije. No, tukaj smo še zdaj ena predikcija, ko vidimo, proizvodna energija bo taka. Modra črta? Modra črta, ja. To pa je predikcija porabe. Zdaj tukaj smo še preračunali na 75%, da vidimo, kako se s tem pokriva. Se pravi, te obnovljive vire smo nekako zadali, da se bi pomerno povečevali. Zdaj vidimo, da do leta 2016 bi se nekako lahko dohajali teh 75% potreba po energiji, potem bi nam pa ta poraba počas dohajala z roko, oziroma bi potrebovali alternativne vire. Zdaj, termoelektrarna Šoštanj 6. blok bi bil že v obratovanju, torej leta 2016. Imamo ena možnost je drugi blok jedrske elektrarne, ki bi po optimističnih ocenah lahko bil že leta 2020. Tako bi pa celo se začeli pogovarjati o 7. bloku termoelektrarne Šoštanj. Zdaj pa še slabost v bistvu Teša 7 je, da v bistvu se zdaj zapira rudnik v Velenju, da bi bilo v bistvu malo težje dobava lignita, oziroma malo dražja. Da bi neko 2 je v bistvu bila visoka cena, tako cena znaša 5 milijard evrov. Zdajmo zaključiti, ne? Tale drugi del imam fizično vozilo, bi začela zelo preprostim razmislekom. Glede na to, da je predstavlja majhna država na daljnem severu, kjer temperature dosežejo -50 stopinj Celzija, lahko preprosto sklepamo za nekajšnih zelo toplih morskih tokov in potem ugotovimo, da je večino leta more zamrzne. In potem sploh ne rabimo fizičnega vozila in bi za začetek dali ene orang, gume gor za vožnjo po letu.
za 3 leta, ker je pa pač malo toplejš, pa se sneg malo led malo strli ali pa kaj, je pa še zmeraj treba eno zadevo rešiti, pa smo se pa vseeno lotili tega primera. Nemo pogledati. Mi bi naš avto sestavili iz nekaterih delov, ker se jih enostavno primontira gor na že prednarejen kombi in potem deluje kot končno izdelano vozilo. Lepo. Prvo del je, da dodamo bodykit, ki bi bil seveda iz ogljikovih vlaken. To so tisto vlakne, ki jih uporabljajo za jadrnice. Preživijo tudi kakšen močen udarc, če se kam zaletiš ali pa kaj. Predvsem so enostavna za ulivanje, ker jih samo premažeš na kruhu, pa je zelo v redu. Pa trda so. Edina varianta je malo dražji, so kar tisto trda plastika, ki ponovadi uporabljamo, ampak se da preživeti. To trdno pričvrstimo na dno kombija in pa če izoliramo vodovodno, dobimo vodno nepropustnost, ker je pravzaprav tisto, kar mi iščemo. Sam noter bi dobili določeno prostornino, kamor bi pospravili tiste napihljive blazine, ki bomo potem razložili, kako delujejo. Bil bi jako dinamične oblike, to pomeni, da bi bila vožnja v njim udobnejša, varčnejša, pa hitrejša. Predvsem plovba. Ja. Ta bodykit bi se dal enostavno odstraniti, v primeru, da bi bilo treba vozilo servisirati, ali pa če bi bila kakršna koli okvara, da serviser bi pa lahko poskrbeli za tisto avto, ker je standardna izdelava. Zadaj bi dodali water jet engine, ki bi ga uporabljali za pogon v vodi. Uporabili bi dva, enega na levi, enega na desni. To je predvsem zaradi lažjega manevriranja, zaradi porazdeljene moči, zaradi ravnotežja, pa tudi hitrejše ustavljanje v primeru nevarnosti. To je pomembno zaradi varnosti otrok. Kar se tiče izpuhov pa zračenja, vsi vemo, da izpuha pod vodo ne moramo speljati, se bi prej slej motor zavilo. Bi izpuhe montirali za voznikovo kabino, se pravi z motore direkt dol, podobno kot imajo tovornjaki. Se pravi, tovornjaki imajo pred prikolcem in tako za kabino bi uporabili ta način. Ne bi bili na podvozil, kot sem že povedal. Je pa tudi problem zračenje, ker mi smo ugotovili, da najbolje damo za posadko eno varno kabino, ki bi bila izolirana, vodno, in zaradi tega potreba za zračenje poskrbeti. Dal bi ga pa na streho vozila, ker tam relativno ne zalije voda, razen v primeru dežja, ampak to ni tak problem. Motor bi bil seveda nepropustno zaprt, zaradi razlogov, ki si jih lahko predstavljate. To je naša skica. Končna oblika bi izgledala taka. Imamo kombi, tukaj bi dali avtopugo, eno na vrh zračenje, da pojmo kar za to kabino. Bodykit bi izgledal tako, da ga spodaj pričvrstimo in bi imel obliko tako akvadinamično podobno kot radija ali pa patrija ali pa take zadeve. To bi bile zračne blazine, ki so napihljive, zato poskrbijo kompresori. Ko pridemo na kopno, jih pa lepo spustimo in se pospravimo, ker pa ta bodykit, ki ima dovolj vozovne za pospravo. V bistvu bi bil kakor en napihljiv čovn in gumenjak, samo da bi ga dva dela, pa bi se lahko pospravili. Tukaj sta dva propelerja, spodaj imamo malo spuščen dno, pa kobilco zaradi ravnotežja, da se kombi ne prevrne. Po naših izračunih smo tudi izračunali, da je recimo ena višina, v grezdu bi se tam nek do 25-30 cm glede na njegov volumen, pa če upoštevamo maksimalno težo do 3 tone pa 200 kg, tako da je tole čisto dovolj. Izolacija? Ja, pa smo pa govorili še o izolaciji, pa odpornosti v bistvu pred te temperature, če relativno nizka. In sicer ta kabina za potnike, pa za samega voznika, smo pa še enkrat, da je bilo v bistvu ustavljeno vsem ta ogrodje vozila, tako da je bilo v bistvu ogrodje posebej pa ta boks, ki ga noter predavamo posebej in ta boks bi bil še pač dodatno izoliran s prezračevanjem in tako. Tla bi bila dvignjena nad površino vode, nad daleko daš naprej. Ja, vprašanje površino vode, ki se tukaj vidi. Ja, nam, ko predpostaviti, če zdaj že rekel, da piše, da motor že sam ima posebej problemov s temperaturo
pač pri zadelovanju. Pa smo pa še poskrbili za varnost. Preprečevali smo prevračanje tega vozila s temi blazinami ob strani, ki držijo tudi pač ravnotežje, dajo dodatno plovnost, pa v bistvu so take kompaktne, da se jih da pač pospraviti. Pa zvočno kabino za potnike, ker bi bila pač opremljena z nekimi za reze, pa imeli bi različne ukrepe, recimo rešeni opiči bi pač pod sedeži, pa recimo GPS oddajnik za razne primere, ki se... Zdaj vprašam, malo glede te rasti porabe električne energije. Se ne more nimo električne energije. Me zanima, če imate kakšen vaše mnenje, kaj se dogaja v sosednjih državah. Ker dejansko, kot vidim, Slovenija ne bo uspela zagotoviti te rasti, ne bo uspela slediti pa zmanjšati uvoz energije. Stanje v sosednjih državah je namreč podobno, boljše. Nekje je potreba to električno energijo ustvariti. Ja, zdaj smo gledali, rešitev bi bila, da bi, če bi leta 2020 že uspeli zgraditi drugi blok nuklearne Krško, da če bi Slovenija to pač popolno sama izkoristila, v bistvu s tem zagotovili energijo vsaj do leta 2035. Ja, v bistvu prej bi jo pa lahko tudi že izvažala, recimo. Leta 2020 bi imeli pa kar velik presežek in vse to bi šlo lahko izvoz, tudi po kar visokih cenah, tudi čez dan pa tako. Kaj pa, če glede same realizacije novih objektov, kateri mislite, da je najcenejši, najbolj ugodен glede na investicijo, ki je potrebna za ceno kilovatne ure, ki prodajaš, pa na ceno vzdrževanja. Če se šteje vse stroške, ki daš v en objekt, pa koliko zasilno z tega objekta. Input, pa kateri je bila najbolj ugodna. Ocena. Jaz bi napito se zdaj ocenil jedrska, ker recimo gradnja drugega bloka bi stala 5 milijard. In če bi zagotavljala 10.000 gigavatnih ur na leto, bi bilo to kar manj necenejše variante. Tudi že nasplošno, glede na gorivo, pa to je najcenejša ta jedrska energija. Cenejša od te termoelektrarne. Samo ekološke postavljamo same prednosti. Ne, še tudi bolj ekološke, kot pa termoelektrarne. Ja, smo tudi najdel na internetu, če bi ta avto prodali, pa vzeli še 15.000, pa lahko kupimo enka za 9.000, ker se v bistvu sam pojmi ne bi imeli nič zadelati. To je že tudi v primeru vladu tudi ne bi imeli nič zadelati. Jaz bi vprašal sam glede varnosti. Dobro ste povečali nekje varnost vozila v vodi, ampak v vsakem primeru bi lahko kaj narobe. Ste predvideli kakšne reševalne sisteme v tem primeru? Reševalni sistem je tak, ker imamo mi tisto komoro za potnike, imamo mi posebej izdelano in samo ustavljeno noter v tovorni prostor tega komovija. To pomeni, da je že vodotesna in zrakotesna poskrbljenje, medvožne poskrbljenje za zrak, kadar pa ni, imamo pa umne kisikove bombe in zato imamo GPS oddajnik, da v primeru nevarnosti ali pa kakršnega koli zasuka začne oddajati na emergency frequency in potem pridejo reševalne ekipe, ki jih rešijo ven. Tista komora pa deluje tako, ker je vodotesna, tudi ob prevračanju pač lahko pade in kombi se potopi ali pač ne, oni ostanejo nedotaknjeni tam noter. Tako da vožnja ni toliko prijetnejša, kakor bi bila, ne vem, v kakšnem drugem avtomobilu, kaj je kabriolet, ampak je pa varen. To ste vključili v ceno, ne? Ja.